Lepo pozdravljeni. No, avtor teh dveh knjig, pravzaprav nisem avtor teh dveh knjig, je Kosovel sam, tudi tukaj kot tak napisan. Čeprav je seveda delanje knjige iz zapisov, ki so v veliki meri drobni, večina jih ne obsega več kot eno stran, določeni so tudi fragmenti in tako naprej, je seveda zahtevalo ogromno enega, bi rekel, filološke natančnosti, neke akribije. Po drugi strani je pa, ko je vse to bilo pač opravljeno s tem gradivom, je sama organizacija knjige dejansko zelo sorodna, kot ko bi delal neko svojo pesniško knjigo. Mislim, da tudi to gradivo to ne samo omogoča, ampak tako zahteva, kot bom poskusil pokazati tudi v tem predavanju, ker gre pač za en postopek, kot, ne vem, če bi delal film, ko pač pride montaža. In tukaj sem zavestno, pri tej knjigi sem pravzaprav zavestno šel v tak postopek, ki ni zelo šolski, je, kar se tiče same prezentacije gradiva, je zelo pregledna, filološko natančna, sve kakšna napaksa se vseeno zgodi, z vsem kritičnim aparatom, ampak sama organizacija pa seveda je poskus tudi neke korespondence s Kosovelom, na neki način tudi osebne ali pa nadosebne. In tudi to predavanje bo pravzaprav izhajalo ravno iz tega. V Kosovelu seveda je mogoče govoriti na res različne načine. Kosovel je prava eksplozija, genij in omogoča zelo različne pristope, različne interpretacije. Okrog njega se navsezadnje že dobesedno od groba njegovega, od pogreba njegovega polemike sprožajo. Že ob pogrebu je nastala neka polemika in potem se te polemike pravzaprav nadaljujejo. Skratka, in ljudje z različnimi stališči imajo pravzaprav lahko prav v teh soočenih in tako naprej. Bi pa rad tokrat govoril res prav nekaj o specifičnem načinu obstajanja tega opusa, kot sem ga doživel v tem nekajletnem sistematičnem delu z njegovimi rokopisi, ko sem šel res skozi vsak listič v Nuku, njegove zapuščine in potem še na nekaj drugih mestih. In to delo s temi rokopisi je, kot sem rekel, sve zahtevalo veliko te pozornosti, spoštljivosti do gradiva, akribije, ampak vendar tisto temeljno občutje pa pravzaprav ni bilo, da je to neko arhivsko gradivo tipično, ampak prej, da je to nekaj zloživega, neulovljivega, žarečega, da sem se v nekih trenutkih skoraj da spraševal, ali ne nastaja na neki skrivnosten način sproti z mojim branjem. Ker je tega res toliko, vedno so se novi zapisi pojavljali prav na neverjeten način. In ko sem urejal te dve knjige, je bilo moje prizadevanje prav v tem, da bi z načinom njune organizacije naredil viden nek ta posebni način dajanja in da bi te dve knjigi vsaj oddaleč, ravno v tem, ko pravzaprav ne poskušata zgladiti tega gradiva v eno tako dokončno stanje, pa pravzaprav pokažeta tudi en element kaosa v njem, da bi zakorespondirali z nekim videnjem, ki ga je eviciral sam Kosovel v tej pesmi, ki jo bom zdaj prebral. V noči ležim v svoji sobi.
v moji so zaboji in prazna miza. Ob njej preživim vse žalostne ure in vse vesele ure, ki svetijo liki požar na nočno mesto. Liki je kako starinska beseda. V noči se prebudim, v gosti temi gori, žari moja knjiga temnih razodeti. Živi, žari, ko da hoče izgoreti. Živi, žari, ko da ne more živeti. O, ti moja knjiga, nenapisana. Ti moja knjiga žgočih spoznanj, žarečih energij, sanj, moči, vse zlate žarijo črke iz noči. Van, ki je kakor jaz bolan in mora skozi smrt v novi dan. Črke zlato gorijo, kot vrata so tajna, kot tista ograja, ki grem skozi njo v novo pokrajino. Zdaj, s to pesmijo so bile spet različne interpretacije v tem smislu, da je bila pravzaprav prvič je bila objavljena že v 70-ih letih, ampak jo je dal Anton Ocvirk, urednik zbranega dela, dodatek med pesmi, ki se po njegovem niso posebno posrečile Kosovelu. Recimo, v meni je to ena zelo ključna njegova pesem, ki se tudi povezuje zelo odblizu z nekaterimi drugimi pesmimi, ki jih pa imamo nekako v zavesti kot ključne. Ne? Ampak tukaj je res izjemno to, na kakšen način Kosovel vidi svojo knjigo, vidi knjigo, ki je nenapisana, ampak njene črke so pa že tukaj. Črke nenapisane knjige so realno prisotne, žarijo bolj kakor črke napisanih knjig, zlato žarijo, kot v kakšnih kabalističnih videnih, bi lahko rekli. In vzpostavljajo neki prostor, črke rasto v prostor, pravi Kosovel v drugi, veliko bolj znani pesmi Kaleidoskop, ki je verjetno nastala v približno istem času, ker najdemo zelo sorodne podobe v njej. In glede na to, da lahko v tej pesmi, ki sem jo prebral, ki se začenja z verzom V noči ležim v svoji sobi, in v pesmi, ki se začenja z verzom Ljudje so kot razodetje smrti, ki je zapisan na istem lističu in jo bom prebral posneje, vidimo veliko vsebinsko bližino s pesmima Kaleidoskop in Evakuacijo Luka, ki sta med njegovimi najbolj znanimi pesmi iz leta 25. Lahko domnevamo tudi časovno bližino med nastanki vseh teh štirih pesmi. Najverjetnejši čas je druga polovica leta 25, ki je eno izjemno intenzivno obdobje za Kosovela, kot vemo. In te črke se postavljajo, te zlate črke, ki žarijo v noči, se postavljajo v ta prostor kot vrata, kot zastor, kot ograja. In s tem vzpostavljajo prostor kot prostor prehoda, iniciacije, Kosovel stopa skozi v novo pokrajino. Obenem je v tem stopanju nekaj revolucionarnega, v Kaleidoskopu, v katerem prav tako govori o svojem stopanju skozi črke, Kosovel tu direktno poveže z revolucijo, ampak to je revolucija angelov. Skozi črke stopam za zlati zastor, skozi zlate črke, revolucija angelov. Hej, hej, hej. In ko sem pri tem delu s Kosovelovo zapuščino naletel na zelo veliko zapisov, ki z nekaj besedami evocirajo nenapisane tekste, mi je prav ta pesem o nenapisani knjigi omogočila videti pravzaprav poseben pomen teh neverjetno intenzivnih zapisov, ki se, bi lahko rekli, dogajajo nekje med obstoječimi in neobstoječimi. Beremo črke nečesa, kar ostaja v bistvu nenapisano, ampak v teh črkah je silovita evokativna moč, ki nam omogoča vstop v prostor tudi tistih tekstov, ki so ostali nenapisani. Razni taki drobni osnutki imajo namreč v Kosovem opusu čisto poseben status. Kolikor lahko sklepamo po ohranjenih rokopisih, Kosovel skoraj nikoli ni delal tako, da bi si naredil osnutke in bi potem jih postopoma elaboriral do končnih verzij. Njegovi teksti so z nekaj zelo redkimi izjemami napisani v eni sami verziji. Skoraj vse pesmi in tudi drugi teksti obstajajo v eni sami verziji, z minimalnimi popravki, kot bi pisal po nareku. In k tekstom, ki jih je pa začel in ne dokončal, pa se večinoma ni vračal. Je nekaj izjem, ampak večinoma se ni. Ampak ves čas je nenehno pisal številne osnutke
In v razmerju med njegovimi dokončanimi teksti in osnutki, to razmerje ni razmerje, ki bi ga lahko razumeli predvsem v smislu stope dokončanosti, prej videti, kot da je beležil različne stopne oddaljenosti nekih idej, ki so se mu pojavile, in da je zmogel v nekih besedah zajeti tisto bistvo, s katerim je bil tudi nenapisan tekst na neki način že tu na tak način, da lahko skozi ta zaznamek še nenapisanega vstopimo van. Zanj je bilo vse bliskovito in to, kar lahko vidimo kot osnutek nekega romana, lahko obenem vidimo tudi kot roman skondenzirana najbolj bistveno. V Kosovelovih drobnih zapisih ne gre za estetiko fragmenta nasproti celoti, ampak za veliko afirmacijo celote. V nekem pismu Maxi Samsa je napisal, za napisati eno pesem moraš poznati ves svet. In tudi njegovi najdrobnejši zapisi kažejo, kako je vse divji raztrganosti celota vse že tu. Za njeno prisotnost je včasih dovolj že ena sama beseda. V eno od svojih beležnic je leta 25 zapisal, vsaka beseda je svet zase. In videti je, da je Kosovel pisal v zavesti, da ima zelo malo časa, nekoč je prevedel misel Romana Rolona, da živimo toliko silne, koliko manj imamo časa za življenje. Ničesar ni prepuščal prihodnosti, niti tistega, česar še ni. O njegovem načinu razmišljanja v odnosu do časa veliko pove podatek, da je na primer pisal diplomsko nalogo, sočasno tudi že fragmente za doktorsko disertacijo, pa sočasno že članke za revijo, ki naj bi jo par let po koncu študija izdajal v Ženevi. Skratka, tudi to, kar se mu je pojavljalo nekako kot zamisel za prihodnost, je nekako vedno že evociral v sedanjosti. In črke, ki jih je zapisoval, omogočajo vstop v prostore tistega, kar je ostalo nenapisano, ne glede na to, kaj je realizirano in kaj ni. Kot da bi Kosovel s svojim pisanjem odkril neko skrivnost kreacije, ki ni odvisna od razpoložljivega časa. Ni naključje, da bi bil zanj zelo pomembna referenca Leonardo da Vinci, ki ga je sicer poznal predvsem preko romansirane biografije Dmitrija Mereškovskega, ki je bila takrat blazno popularna in si je tudi on iz nje delal izpiske, tako so je način, Leonardo način kreacije, pač poznate točno to blazno hitro, sprotno zapisovanje tudi nekih idej, ki ne morejo biti do konca realizirane v tistem času, ampak vendar so s to minimalno beležko nekako že tukaj. Tako je lahko Kosovel v nekaj letih ustvaril več kot mnogi ljudje, ki živijo recimo 100 let. Ob vsej Kosovelovi, tako rekoč seizmografski senzibilnosti za vse drhljaje aktualnega časa, je v njegovem delu neka atemporalnost, je atemporalnost bliska, ki je tako hiter, da je že zunaj časa in da je že onkraj minljivosti. Malo kot leto pred smrtjo je Kosovel zapisal, da je prišel v stanje, ko mu smrt ne more absolutno ničesar več vzeti, ker je onkraj smrti. Obenem pa se to mrtvično zapisovanje nenapisanega povezuje s Kosovelovim zelo zavestnim raziskovanjem mejnih stanj komunikacije. Način, kako obstajajo mnogi njegovi zapisi, se povezuje z nekim mejnim stanjem, o katerem je v zapisu, ki ga tudi lahko z veliko verjetnostjo datiramo v leto 1925, pravi. Kadar bi prišli ljudje do tiste razvojnosti, da bi si lahko direktno izražali svoje duševne pojave v meglenem stanju ustvarjanja, bi prenehala umetnost. Umetnost tem globlja, čim globlje kaže stremljenje k popolnosti. Približevanju je temu stanju, v katerem umetnost ne bi bila več potrebna, Kosovela na vse zadnje povezuje tudi s temeljno problematiko avantgarde. Toda obenem gre tu za izražanje duševnih pojavov, izražanje, ekspresijo. Ali to pomeni, da Kosovel tudi v ta prostor prinaša vso dediščino ekspresionizma? Ta izjava ima sicer dva tona. Po eni strani težnja po samoukinitvi umetnosti, po drugi strani težnja umetnosti po popolnosti. Ali je popolnost prav v tej samoukinitvi, ki naredi umetnost nepotrebno, ali pa gre za neko čisto drugo popolnost.
Francoski pesnik Marc Alain, ki je Kosovela prvi odkril francoskemu kulturnemu prostoru in je že v 60. letih minulega stoletja imel priložnost videti njegov opus v rokopisih, je leta 1965 v svoj izjemni študij o Kosovelu, ki je v njej prikazan kot pravi Rimbaudovski voyant, videc, do skrajnosti poudaril prvo tendenco. Vsem Kosovelovem opusu je videl bolj duhovno izkušnjo kot umetniški eksperiment, bolj stenogram duhovnega procesa kot formalno kreacijo. Zapisal je, med jasnovidnostjo in umetnostjo je tedaj Kosovel izbral jasnovidnost in je prodrl v tem smislu do meja neizrekljivega. Njegova pesniško delo je popis boja, stenogram velikanskega procesa, v katerem stoji človek pred svojim stvarnikom in pred smrtjo. Ampak bilo bi zgrešeno, če bi pri Kosovelu podcenjevali pomen forme. Kosovel nikakor noče podrejati forme vsebini, ampak hoče doseči istovetnost forme in vsebine. Prav leta 1925 postane to ena njegovih ključnih misli, ki jo je zapisal v formuli vsebina je oblika s takim trojnim enačajem. Na istem listu kot prej navedeni zapis je tudi sonet, ki je v Kosovelovem zbranem delu uvrščen v dodatek med manj pomembne pesmi, tako kot tista pesem, ki sem jo prav prebral, vendar spet mislim, da je za razumevanje Kosovelove poetike kot njegove sočasne pesmi, povezane s konstruktivizmom, se govori prav o tej formuli vsebina je oblika, ki je bila zanj ključna formula konstruktivizma, pač v eni drugačni formalni obliki, in ta sonet se glasi tako. Ta mož se navdušuje za obliko in onemu je važnejša vsebina, a šele tam, kjer skrije jih temina in ustaneta zajeti v novo sliko, postane pesem to, kar naj bi bila. Odsev poti, ki skozi polnoč gredo, odsev stremljen, strmečih v tiho sredo, v prajenoto našega pracilja. Popolnost ni li ona bila cilj, naj dvigne se na ramenih razmer in kar ni važno, bo postalo važno. Ljubilo se, kar je bilo sovražno in človek poln vseh svojih sil, iskal sa si našel bode smer. Popolnost, k kateri stremi umetnost, popolnost, ki jo doseže pesem, ko postane tisto, kar naj bi bila, ni na strani vsebine ali na strani oblike, ampak je v neki novi sliki, ki presega njuno dvojnost. Obenem pa ta popolnost ravno v tem, da se ne omejuje zgolj na medčloveško sporočanje, ampak stremi v prav cilj. Ta beseda združuje davnino in prihodnost v eni sami točki. In obenem se povezuje z idejo središča, ki je vir neskončne kreacije. Samo preko njega postane človek poln vseh svojih sil. Kajti Kosovelu gre prav za to. V tem času zapiše tudi formula, naša literatura je energetika in spet s tem trojnim enačajem. In mislim, da nam prav ta sonet omogoča najjasnejše razumevanje te formule vsebina je oblika. Kosovel jo je zapisal leta 1925 tudi na začetku svoje načrta za svojo knjigo Biti ali ne biti, od katerega imamo pač samo seznam poglavij, ki je tudi tukaj naveden. Ampak težko bi seveda rekli, da bi bilo v tem sonetu lahko videti karkoli konstruktivističnega. Tudi to nam pokaže, kako zgrešeno je, če beremo posamezne segmente Kosovelovega opusa ločeno in recimo v obravnavi konstruktivističnih pesmi odmislimo tiste, ki se zdijo tradicionalne. Seveda pa nam prav Kosovelova lastna pesniška eksplikacija njegove konstruktivistične formule poruši mit o Kosovelu kot nekom, ki je v nekem trenutku preprosto prekinil s tradicijo in pač postal avantgardist. Ko Kosovel govori o popolnosti, pracilju in središču, tudi v fragmentu o gradniku zapiše, da umetnik ustvarja središčne sile vesolja, je videti celo, da je s tem za trenutek po duhu bliže nekemu pogledu na svet, ki ga lahko povežemo z besedo tradicija, in to ne v smislu tradicije slovenske literature, ampak v metafizičnem smislu, tradicija z veliko,
Recimo, kot je v tistem času odkrival René Guénon, kar seveda ne pomeni, da poskušam Kosovela spravljati v zvezo z Guénonom, bil je pa seveda branec Osvalda Špenglerja, kot vemo. V neki drugi pesmi Kosovel izrecno govori o cilju, da bi človek spoznal svet, kot so ga spoznavali stari. In če si pogledamo zgodovino recepcije Kosovelega opusa, lahko nekaj zelo hecnega, nenavadnega opazimo. Danes vidimo Kosovela kot nekoga, ki je bil pred svojim časom, ampak najstarejši teksti o Kosovelu praviloma paradoksno poudarjajo, da Kosovel ni tako moderen kot drugi pesniki njegove generacije. Vidijo ga kot nekoga, ki je preveč zagledal v preteklost in je v estetskem smislu konzervativec. Seveda niso poznali najpomembnejšega dela njegovega opusa. Toda celo v tistem nesporazumu, ki se zdi danes absurdan, je nekaj zanimivega. Temeljni modus Kosovelega mišljenja v odnosu do temporalnosti gotovo ni modernost. Čeprav je Kosovel, ki se je mimogrede povedano rodil 3 dni pred datumom, ki ga je Alistair Crowley razglasil za začetek novega eona Horusa, modernost v celoti jemlje nase kot divja raztrganost, kot kaos ognja in prahu, prepričan, da še nobena doba ni tako vedela, kaj je lepota in ni imela take lepote. Kajti skozi to išče pot k nečemu drugemu. Kot sam pravi v neki pesmi, gre za strnitev bodočnosti naše zdavnino. Ob verzu v živem koraku mrtvi zveni iz poeme Tragedije na oceanu, pa je dopisana še varianta v sedanjem koraku davnost zveni. Skratka, ta davnost je ves čas zelo bistvena za Kosovela. Prav ta časovni paradoks pa se po svoje spet povezuje s paradoksno temporalnostjo tako imenovane zgodovinske avantgarde, ki se nikakor ni hotela identificirati z modernim napredkom, ampak je hotela skočiti čez napredek, kot bi rekel Boris Grojs. In je v tem pravzaprav tudi s nečim davnim se zavestno povezovala. Vendar gre pa Kosovel še dlje in v svoji beležnici zapiše, da dob ni in da ima človek čas v sebi, v svoji duši, kakor drevo letnice. Kosovel govori o poteh, ki gredo skozi polnoč. V pesmi, ki se začenja z verzom V noči ležim v svoji sobi, stopa skozi žareče zlate črke v drugo pokrajino, ampak obenem se to stopanje neposredno povezuje s stopanjem skozi smrt. Pesem je verjetno nastala v neposredni časovni bližini notranje izkušnje, v kateri je Kosovel na poseben način stopil skozi smrt. Kosovel po leti 1925 piše Fanici uvid o notranjem dogajanju v sebi, ki ga je imenoval Velik prevrat. Ta prevrat je imel tako pesniške kot politične posledice, ampak če pozorno beremo, kaj piše, je moralo iti najprej za neki temeljni prevrat v subjektu. Kosovel nenadoma gleda svet z neke druge perspektive, ki reče kozmična. In ta pogled je tak, kot da je sam že stopil skozi smrt in v smrt ne more ničesar več vzeti. Pri tem se na novo postavi vprašanje, kaj sploh je življenje in kaj je smrt. Iz pesmi Ljudje so kot razodetje smrti napisani so na drugi strani istega lističa. Vidimo, da za Kosovela, ki mora skozi smrt v novi dan, ljudje živijo v smrti in da je zanje vsako novo življenje smrt. Skratka, to samomerno razmerje med življenjem in smrtjo je popolnoma obrnjeno pravzaprav pri Kosovelu. Preberem zdaj še to pesem, Ljudje so kot razodetje smrti, ki je napisana na istem lističu kot pesem V noči ležim v svoji sobi. Ljudje so kot razodetje smrti, ki se jaz proti njih borim. Ali oni, ki imajo v srcu led, ta led je njihov nirvanski mir, vedo, zakaj se borim, kako. Ti so mi prijatelji tužnih samot, ki jih preklinjam, ko je v njih smrt, ki jih ljubim, kadar gradim. Ljudje so kot razodetje smrti in jaz govorim o polnoči, prizibljem se do rešetke ječe, prizibljem se, stresam elektriko, sipljem požarna mesta, da vzžarevajo v luči vstajenja. Ljudje pa ležijo v posteljah in se prikrižujejo, joj, samo tega ne, reši nas, o Gospod. Oni so mrtvi in v smrti živijo radi in vsako novo življenje je zanje smrt. Jaz pa moram molčati. Kosovel se v tej pesmi bori proti smrti, ampak to je tista smrt, ki jo imajo ljudje, ki so kot razodetje smrti, za življenje. Iz njihove perspektive
je Kosovelov boj proti smrti, boj proti življenju. In tega se Kosovel še kako zaveda, se v članku, ki se začenja Ni glavno, ponosno zapiše: ogenj smo, ki mora izgoreti, izžareti v to temo, da jo razsvetli. A ogenj ni materija, ampak poslanstvo. Zato se ne bojimo prav nič smrti. Smrt je naše poslanstvo. Smrt gnilemu, strašnemu življenju. V teh besedah je strašna moč nesmrtnosti. Poistovetenje s smrtjo ni več smrtnost, ampak moč tistega, ki ima smrt že za sabo. Toda že v neki verjetno starejši pesmi, v kateri je opisano prav erotično hrepenenje po smrti, govori Kosovel o smrti kot nekdo, ki je v bistvu nesmrten, se jo priklicuje z verzom, da mi je mogoče umreti, kot da je nekdo, ki ne more umreti. To je neskončno nežna pesem o tem, kako bi on umrl pod oknom ljubljene ženske in jo poklical. Predtem ona bi stopila gor. V navedeni pesmi lahko prepoznamo vsebinsko povezavo s pesmijo Evakuacija duha, tako kot lahko v pesmi, ki se začenja z verzom v noči ležim v svoji sobi, v podobi stopanja skozi črke, prepoznamo vsebinsko povezavo s pesmijo Kaleidoskop. Pa vendar so to med sabo zelo različne pesmi. Evakuacija duha in Kaleidoskop sta med tistimi pesmi, ki jo dojemamo kot višek Kosoveljevega konstruktivizma, medtem ko sta pesmi, ki sem jo navedel v interpretacijah, vedno puščeni ob strani. Toda, ko beremo te pesmi skupaj, vidimo, da Kosovel v različnih tekstih z različnimi pesniškimi postopki in načini govori o isti izkušnji. Najbolj fascinantno interpretacijo pesmi Kaleidoskop je v svoji monografiji o Kosovelu podal Janez Vrečko. To pesem je postavil v središče svojega branja Kosovela, da bi z njo pokazal, kako globoko je Kosovel dojel temeljne probleme konstruktivizma. Vrečko vidi to pesem kot prestop v neoklitski prostor skozi črke, ki rastejo v prostor. Ta interpretacija je sjajna, navdihujoča. Edino, kar je pri njej problematično, je to, da hoče Vrečko zaradi tega videti to pesem kot nekakšno enciklopedijo konstruktivizma in obenem kot dokaz, kaj vse je moral Kosovel poznati, da je sploh lahko napisal, postavi celo tezo, da je ta pesem nastala kot neposredna upesnitev svetlobno-prostorskega modulatorja Lasla Moholy-Nadža, ki je tezo, ki je po mojem nedokazljiva. Vse te povezave so nedvomno zelo smiselne, če jih vzamemo kot strukturne povezave in korespondence. Mislim pa, da ni nobenega razloga za tezo, da je Kosovel te pesmi predvsem enciklopedično predeloval vplivo in celo upesneval kako neko drugo umetniško delo, da so to vendarle bolj neke asociacije. In tukaj bi se mi zdel bistveno poudariti, da je Kaleidoskop vendarle vizijska pesem. In če beremo Kaleidoskop skupaj s pesmijo, ki se začenja z verzom v noči ležim v svoji sobi, kjer je ista podoba, postane še bolj jasno, da Kosovel, ko govori o stopanju skozi črke, dejansko poroča o neki svoji notranji izkušnji, svojem videnju, v katerem je prestop v novo pokrajino, ki jo lahko vidimo kot pokrajino neoklitskega prostora, obenem prestop skozi smrt. In ko v Kaleidoskopu govori, kako je svetloba besede kot mavrično steklo, lahko to povežemo tudi z mavričnimi sencami, ki se pojavijo v njegovi vizije sveta, ki se je preganil, premaknil, prelomil in s tem izgubil dvojnost, na kateri je bil utemeljen v fragmentu fantastičnega romana Anima Trista, ki sem ga tudi tukaj objavil. Kosovel je vizijski pesnik. Kosovel vedno znova piše o tem, kar vidi. In celo stvari iz vsakdanjega življenja vidi v kozmični viziji, perspektivi kot kozmično vizijo. Če res hočemo dojeti, kaj pri njem pomeni kozmičnost, ni dovolj, če jo iščemo v teorijah in vplivih, ampak jo moramo znati prepoznati tudi na prvi pogled tako preprosti pesmi, kot je Otrok sončnico, tej nežni pesmi kozmične tesnobe in odgovornosti za celotno stvarstvo. Eni najbolj znanih, navadno kot otroška pesem jo beremo. Sončnica se je nagnila, oda ne bi se zlomila. V pesmi, ki se začenja z verzom V noči ležim v svoji sobi, so zlate črke skrivnostne vrata. V Kaleidoskopu so pa zastor, zlati zastor. In ena od Kosoveljevih misli o poeziji se glasi, pesem je kakor zastor. Nekdo stoji za njo in govori. In tukaj se postavi neko vprašanje, ki se mi zdi zelo ključno. Kdo govori v Kosovelovi poeziji? Ko sem preučeval Kosovelovo literarno zapuščino, sem večkrat dobil asociacijo na literarno zapuščino Fernanda Pessoe, tega velikega portugalskega pesnika, ki je, kot veste, pisal
kot da pišejo različne osebe, temu se reče heteronimi pri njem. Ne samo zato, ker me pač ti težko berljivi Kosovelovi lističi včasih res fizično spomnijo na Pessoave precej podobno zgledajoče, težko berljive lističe in zato, ker sta obe zapuščini potrebovali približno enako časa, da sta bili v celoti objavljeni. Pessoava pravzaprav verjetno še danes ni objavljena čisto v celoti. Obema zapuščinama je pa skupno tudi to, da pravzaprav nobena objava nikoli ne bo mogla biti povsem definitivna. Asociacija je bila tudi v tem, kako skozi oba pesnika govorijo različni glasovi. Kosovel je subjektiviral različne pozicije, različne načine izrekanja, stvari, ki se zdijo nezdružljive, kot da skozenj govori več oseb. V tem smislu je prepoznal nekakšno sorodnost Pessoa že Marko Juvan. Sam Kosovel je napisal, da je njegova pesem njegov obraz, ampak ta obraz je samo bojišče, sam pravi, bojim se gledati v zrcalo, moj obraz je strašen, filozofija, estetika, umetnost, karstvo, vse se bojuje. In nekje drugje Kosovel govori, da je zanj konflikt bistvo umetniškega dela. Kako dojemati to mnogoglasnost? Ena možnost je, da gledamo vse čisto sinhrono, kot je to storil Mark Allen, ki mu je odločitev za sinhrono branje omogočila prepoznanje te notranje konfliktnosti kot bistva Kosovelove poetike. S tem, da seveda Mark Allen v 60-ih letih je pač imel precej manjše, pač čisto tako faktografsko poznavanje o samem historičnem umestitvi Kosovela in tako naprej, kot ga imamo pač lahko danes po toliko študijah, ki so bile opravljene, na vse zadnje je šele po Allenovi študiji velik zelo bistven del zapuščine sploh bil šele objavljen. On je to pač parcialno uvidel. Skratka, ena možnost je zdaj to sinhrono gledanje, druga možnost je pa, da poskušamo seveda razmejiti te glasove v neko diahrono razčlenitev, da jih poskušamo razmejiti neka obdobja in tako naprej, rečemo najprej bil tak, potem je bil tak. Zdaj to nalogo razmejevanja si v svoji monografiji zadal Vrečko, seveda zavestjo, da takšno razmejevanje ne more biti docela linearno in da vedno obstaja tudi ta sinhroni moment. Pri poskušanju diahrone razčlenitve je težava v tem, da večina Kosovovih tekstov ni datirana. Čeprav bi neka pozorna analiza in uporaba različnih kombiniranih metod lahko, to so v tem sem pripričan, omogočila veliko več datacij, kot jih je bilo doslej ugotovljenih, ali pa kot so jih poskušali sploh ugotoviti. Nekatere so pač s vprašajem, ampak na tem bi se dalo vendarle še veliko narediti, čeprav seveda najvelika večina Kosovelovega opusa je recimo iz 3-4 let, ta najpomembnejši del, ampak ta leta so bila seveda izjemno intenzivna in so se tudi veliki premiki, veliki prelomi v njih dogajali. Zdaj, vsekakor Kosovel leta 1925 zelo jasno sam govori o prelomu v svojem opusu. Vendar pa ravno ta prelom ne pomeni preproste in jasne razmejitve med glasovi. Ravno po tem prelomu je videti, da se napetosti, ki so v Kosovelem opusu, samo še stopnjujejo. Kosovel še bolj zavestno združuje na videz nezdružljivo in na vse zadnje za temeljni princip svojega delovanja razglasi logiko paradoksa. Ne glede na to, da Allenova in Vrečkova interpretacija predstavljata dva skrajna pola v branju Kosovela, pa je njuna skupna značilnost, da pravzaprav pri presojanju pomena Kosovelega opusa oba prideta do nekega dualizma, pri katerem je en del Kosovela razumljen kot skrajno radikalen, drugi pa kot manj radikalen in bolj tradicionalen. In nekako utemeljujeta svoji interpretaciji, ki sta popolnoma različni na tej dvojnosti. Pri Allenu je radikalni Kosovel tisti, ki je obseden s smrtjo, ki je svetovljan, ki doživlja tragedijo Evrope, drugi manj radikalni pol pa je tisti, ki se hoče prilagoditi logiki življenja in je v bistvu tradicionalističen, pri čemer so del te prilagoditve tudi njegove politično angažirane levičarske pesmi za Allena. Pri Vrečku, ki nekako
ta pomen smrti mu ni blizu pri Kosovilu, ga hoče malo zmanjšati, je radikalni Kosovel avantgardist, v nasprotju s tistim polom njegovega ustvarjanja, ki naj bi bil v območju impresionizma in ekspresionizma. Lahko pa poskušamo gledati tudi drugače in vidimo seveda radikalnost prav teh napetosti med navidezne založnimi. Če si spet dovolim analogijo s Pessovo, reči, da je Kosovel radikal in da res pomeni kot konstruktivist in na račun tega videti preostali del opusa kot manj pomemben, je pravzaprav nekaj sorodnega, kot če bi rekli, da je Pessoa radikalen, predvsem zaradi avantgardističnega, konkretno tukaj futurističnega segmenta svojega opusa, ki ga zastopa Álvaro de Campos, medtem ko je na primer neoklasicistični segment, ki ga zastopa Ricardo Reis, manj radikalen. Pessoova radikalnost je pa ravno v hkratnem obstajanju različnih pozicij subjekta in posledično tudi različnih načinov pisanja, s katerimi je postavil dramo, razcepa jaza in poskuse njegove reintegracije. In nekaj sorodnega bi bilo po mojem mogoče videti tudi pri Kosovilu. Kosovel se je po velikem prevratu usmeril neko bolj politično angažirano javno delovanje, obenem so nastali njegovi najpomembnejši konci, ampak ob njih tudi pesmi v tradicionalni formi, pa tudi precej proze in proznih osnutkov. Prav takrat pa se je tudi odločil, da bo izdal knjigo svoje baržunaste lirike, ki jo je pospremil z uvodom, v katerem je te pesmi označil kot pesmi že mrtvega mladeniča. Vrečko to bere kot upozorilo na preseženost te tradicionalne lirike. Tudi vse skupaj lahko vidimo kot povsem drugače, tudi kot zelo radikalno pesniško gesto, če beremo to Kosovelovo oznako v kontekstu njegovega prej nakazanega razmerja do smrti, narekujočega govorjenja iz postumne pozicije, ki jo povzema vers iz ene pesmi, ki je tukaj bila prvič objavljena, jaz pa sem že mrtev. Kaj je jaz? Kdo je jaz? To je slavni vers iz poeme Tragedija na oceanu. On sam jo označuje poema, zato povzemam to besedo. Ta poema, kot veste, je prav tako nastala po velikem prevratu, ali že poleti, ali pa jeseni 25. Zelo direktno zastavi to vprašanje. Kaj je jaz? Kdo je jaz? In presumljivo je, dokod ga prižene. Andrej Breton je v svojem ideju o Joachimu van Arnemu napisal, da gre vse zgodovine evropske poezije od romantike naprej za problematizacijo jaza. Če si še enkrat dovolim potegniti paralelo s Pessovo, lahko rečemo, da sta Pessoa in Kosovel izpeljala vsak na svoj način skrajne konsekvence iz Rimbaudovskega spoznanja jaz je nekdo drug in ga obenem poskušala preseči. Pessoa obvlada ta notranji recept jaza tako, da naredi cel sistem govorečih jazov, gledališče, v katerem se dobesedno razcepijo različne osebe, v odnosu do katerih je on sam prazno mesto izjavljanja, persona, maska, nihče. In čisto na koncu, ravno preko spoznanja, kako različne osebe zauzemajo isto instanco jaza preko identifikacije s to instanco, utiša parcialne jaze person. Tudi Kosovel ima v sebi nekaj gledališkega. Ena od njegovih, on bi zelo rad gledališče in ena od seveda novosti te izdaje je, da so njem prvič predstavljeni njegovi dramski fragmenti, pa tudi eni kratki dokončani teksti, za katere je zelo zanimivo, da jih pravzaprav nihče ni niti omenjal pri nekih raziskavah, čeprav so nekateri teh tekstov zelo pomembni, recimo en drama generacije z naslovom Gejzir, ki je seveda ostala v drobnih osnutkih, ampak pove pa ogromno o Kosovelovi poziciji v letu 1924. No in ena od njegovih gledaliških oseb v tej igri, Gejzir, reče, da je v svojem bistvu vsak človek igralec in da tisti, ki ne more igrati pred drugimi, pač igra pred samim seboj. In Kosovel ni v tem, kako vzame nase dezintegracijo jaza in krati pomnožitev parcialnih jazov, nič manj radikalno kot Pessoa, samo da te dezintegracije in pomnožitve ne poskuša sistematizirati, ampak jo direktno spreme kot eksplozijo brez opore, ki trga njegov lastni obraz. To, da ne ostane pri tej raztrganosti, ampak, in v tem je resnični prevrat, v tej raztrganosti prav tisto instanco, ki njemu in komorkoli onemogoča, da bi bil jaz subjektiviran kot edini resnični jaz. Tako kot na vprašanje o tem, ali bi njegova dela ostala v večnosti, če bi izgorela, ki ga preko dramskega lika mladega pisatelja postavi v načrtu drame Požar, odgovori tako, da se identificira s samim ognjem, samim požarom. Zdaj navajam te slavne verze iz Tragedije na oceanu. Kdo si? Jaz.
Kdo je jaz? Kaj je jaz? Kdo je jaz? Jaz mu uničim obraz. Moj obraz je tema, tema, tema. Ne tista tema, tema srca, ki dobro de. Ona, ki sega od gore do gore, od morja do morja. Jaz ne varujem najlepših sanj. Moj grob je širok, moj grob je teman in kdor ima svoj obraz, mu ga raztržem jaz, ocean. Ta odlomek je za razumevanje celotnega Kosovelovega opusa ključen. V njem se zgodi naravnost magičen obrat. Kosovel pripelje problematizacijo jaza do skrajne točke, toda pri tem skoro zapopejo oceana subjektivira kot edini resnični jaz prav tisto instanco, ki razveljavi vsak jaz in raztrga vsak z njim povezan obraz. V samem postopku izrekanja se preko dezintegracije, preko odpovedi vsakemu parcialnemu jazu zgodi magična reapropriacija transcendentnega, absolutnega jaza, ki nas spominja na nauk Upanišadu Atmanu. Tudi Janez Vrečko v svoji monografiji poudarja bistvenost teh verzov. Prepričanje, da je narobe, če bi tragedijo na oceanu brali kot nekakšno zateženo, depresivno, ekspresionistično pesnitev in predlaga branje v konstruktivističnem registru. Kot sporočilo te poeme vidi nekaj precej bolj optimističnega. Kosovel ponuja rešitev v odreki polaščevalskemu jazu, šlo naj bi za obrat cikličnemu gibanju narave, ki ne pozna osebnega, individualnega in s tem za pobeg pritiska moderne civilizacije. V zadnju je po Vrečku ideja toplega domačega sveta, ideja zemlje kot našega edinega domovanja, ki ga ne smemo zapraviti. Vrečko svoje interpretacije povzema tako. Kosovelova tragedija na oceanu sporoča, da je moderni človek napačno razumel svoj zgodovinski položaj in kot nebrzdan absolutni jaz postal gospodar vsega obstoječega krona stvarstva. Spričo nastajajoče krize modernega sveta, njegovih megalopolisov in preteče ekološke katastrofe se je prav ob protiudaru naravnih sil, torej tudi ob mogočnem oceanu začel zavedati svojih meja. Skratka, nekaj v bistvu zelo v duhu današnjih, bi rekel, teh ekoloških ni planeta B in tako naprej, skoraj stvari, ki so seveda včasih tudi nekoliko banalne. Vsekakor se mi zdi, da je banalna zdaj govor o tragediji na oceanu, o ideji toplega domačega sveta, zemlje kot našem edinem domovanju, ki je v kontrastu s to smrtno grozo, ki veje iz te poeme, predvsem pa s Kosovelova kozmično zavestjo, ki ni omejena na zemljo, tu je vsako oklepanje tega planeta. To, da je moderni človek napačno razumel svoj zgodovinski položaj, tukaj vsekakor drži. Ampak ob teh verzih bi lahko rekli, da je bila napaka ravno v tem, da ni bil absolutni jaz. Napačno je razumel svoj položaj ravno zato, ker je postavil svoj omejeni parcialni jaz na mesto absolutnega jaza. Odgovor ni v aplikaciji. Kosovelova poema stori nekaj veliko radikalnejša, kot bi bilo zgolj človeško priznanje lastne omejenosti in pogočnosti oceana. Gre za zavrženje tistega lažnega jaza, ki pogojuje omejenost, ko je kot edini resnični jaz in s tem tudi edini moj jaz prepoznan jaz brezmejnega oceana. Absolutni jaz je treba šele subjektivirati. In Kosovelova poema stori prav to. Ta magični preskok, ki ga naredi njegova poema, ni v aplikaciji, nekem sentimentalnem priznanju lastne majhnosti in omejenosti. Magični preskok je v tem, da je v tej poemi kot edini jaz subjektiviran absolutni jaz, ki ga tu zastopa glas oceana. Gre za to, kako vzdržati to subjektivacijo, ki je mogoče samo kot vzdržanje tistega, kar je za življenje, ki samo sebe opredeljuje kot življenje, s tem, da je nasprotje smrt, kot izhodišča resničnega življenja. In to seveda pomeni prestop v neko perspektivo, ki ni več človeška. Edini resnični jaz je prav tisto, kar razveljavlja vsak jaz, raztrga vsak z njim povezani obraz in skozi Kosovelovo poezijo spregovori ta jaz. In v drugi pesmi reče, nepremagljivi govori iz mene, nepremagljivi jaz, nadzemski, krut je ta glas. In tukaj se spet oglasi neka dikcija, za katero se zdi, kot da prihajajo z davnine. Nepremagljivi jaz, spomnimo se lahko na sintagmo, nepremagljivo solnce, sol invictus. Ni naključje, da Kosovel piše tudi o boju za novo religijo, ki je nova religija sonca. Ta glas je krut, toda obenem se lahko s tem stanjem poveže tudi nežen, mil, prijazen šepet. Jaz žarim v dušah ljudi, kakor topla luč prižgan, jaz sem jim prijatelj neznan. In poistovetenje s to instanco je do skrajnosti prignana svoboda in Kosovel je veliki pesnik svobode.
V njej se mu razkriva skrivnost, kako imaginacija transformira realnost. To pa obenem stopnjuje zavest odgovornosti. Najlepša ženska, ki nenadoma vznikne iz imaginacije v prostoru, v katerem se spajajo sanje resnično življenje, umre in njena smrt je realna. Odgovornost do notranjega sveta je ista kot odgovornost do zunanjega sveta. Najčudovitejša misel, ki jo je Kosovel napisal o svobodi, je njegovo poistovetenje svobode s samoobvladovanjem. Tudi v enem fragmentu, ki se ga dal celo na naslovnico te druge knjige. Navedel sem dve med seboj močno razlikujoči se možnosti branja tragedije na oceanu. Če postavljam svoje branje nasproti drugemu branju, s tem nočem trditi, da je imel Kosovel v mislih tako branje kot jaz. Moje branje je na neki točki seveda moja odločitev. Ko berem, je moja odločitev, kakšno pozicijo bom zavzel v odnosu do tega, kar odpira pesem. V meni je, da se odločim, ali bom vstopil v pozicijo aplikacije ali v pozicijo subjektivacije tistega jaza, ki razveljavlja vsak parcialni jaz. Toda Kosovel je prepoznal skrivnost kreacije ravno v tem. Pesem je popolnoma izročena tistemu, ki jo bere. Ko pesem berem, jo kreiram. Ravno preko tega se skozi pesem realizira ta absolutna instanca jaza. Kosovel je o recepciji svojega opusa v uvodu k svoji našrtovani knjigi Oblikovanje napisal te besede. Jaz pa sem potnik in zvezdan brat. Kakor utrinek sem zvezdni, ne vem še kam padem. Ali v ameriške gozdove, prerije, ali na našo zemljo. Vem samo to, vsi ga pojdejo iskat in ko ga najdejo, se bodo spomnili. Kaj bomo iskali v trinku? Mi sami v trinki velike kozmične volje živeti. In zdaj, največji kompliment, ki sem ga doživel v zvezi s knjigo Vsem naj bom neznan, je bil v tem, da so nekateri ljudje, ko sem še pred njeno objavo, kjer citiral kakšen odlomek, tudi sem kdaj kakšen citat po teh družbenih omrežjih spustil, so nekateri mislili, da si pa jaz te odlomke sam sproti izmišljam. To je bil res kompliment, ki je bil pa v duhu Kosovela, ker Kosovel, v duhu tega odlomka Kosovela, ker Kosovel nam sporoča, da njegov opus v nekem smislu pišemo sami. Tako se konča tudi kerubinski popotnik Angelusa Silesiusa, ki reče, če hočeš prebrati več, sam postani pisanje in pismo. In ravno v tej zavesti je Kosovel lahko vse, kar je percipiral, prepoznaval kot svojo pesem. Tudi naključno videni naslovi časopisnih člankov so v taki zavesti, če je tako hotel, postali njegovi verziji. V tej zavesti pa dobi nov pomen tudi nenapisanost. Nenapisanost za Kosovela ne pomeni samo nerealiziranosti, ampak je neki drug način obstajanja, ki je resničnejši od napisanega. Kosovel v nekem fragmentu pravi, ne to, ker je napisanega, nenapisana beseda ostane, da se uresniči. To lahko beremo tudi kot prvo zamisel za verze, ki se glasijo tako. Nenapisana beseda ostane, da se uresniči. Nenapisana, nemišljena, nikoli slutena beseda. In Kosovelova pisava je nenehni stik s to nenapisano besedo. Resnična Kosovelova pisava so ognjene črke, ki odpirajo vstop v novo pokrajino, ne sledi, ki ostajajo na papirju. To bi bilo pač to moje predavanje. Zdaj pa seveda lahko v nadaljevanju vprašanja na kakšen popolnoma drug način se poskušamo pristopiti k temu opusu Kosovelovu, lahko, ne vem, koliko je ura, 7 je na ura, se pravi, če koga kaj zanima, lahko seveda tudi s kakšne bolj, bi rekel, lahko faktografske strani, s kakršnekoli se pač približamo tej knjigi. Tukaj sem zavestno pač izbral en pristop, ki je zelo singularen, ki pravzaprav izhaja iz neke izkušnje, ki je seveda sam način
organizacije te knjige upisana. Jaz bi nekaj imela, eno željo. Ja? Če bi mogoče prebrali eno pesem, ki je vam zelo dragocena. Ja, bom. Zdaj tukaj jaz še mičkam tole popravljamo res. Mogoče celo na pamet, eno bom celo na pamet povedal, ki je sicer zelo kratka, ampak mi je ena najljubših. Zdaj tukaj seveda večinoma niso pesmi je pravzaprav majhen del, so tudi določeni, bi rekel, fragmenti, verzni in tako naprej. Sam pesemski del njegove zapuščine je bil doslej najbolje, bi rekel, pregledan. Narejena je bila pač ena izdaja, ki je delal Marjan Dogan, v katero, ki je bila narejena želja, da bi zdaj vse pesmi njegove bile vanjo sprejete, čeprav je potem recimo ravno eno tako ključno, za moj občutek ključno pustil zunaj, to so ravno zanimive stvari, kako te klasifikacije, kako nekaj beremo, se pravzaprav na neki točki izkažejo, lahko za zelo poljubne. In ravno zato je bila tudi eno od načel te knjige, da pravzaprav nisem hotel preveč klasificirati samega gradiva, sem ga pravzaprav zelo pustil, kakršnega je, sem ga opremil z pač vsemi potrebnimi podatki, da pač ga lahko natančno nekaj postavim, ampak interpretativno sem ga pravzaprav zelo odprtega pustil. In povedal bom eno pesem, iz katere je vzet naslov te knjige in ki pravzaprav govori ravno o tem, o čemer sem govoril tudi v tem predavanju. In tudi eno pesem, ki me je pravzaprav spodbudila k delanju cele te knjige. Jaz sem pač po nekem naključju prišel pač v stik s to zapuščino, pisal sem neko razpravo in sem pač neke stvari iz rokopisa hotel preveriti in sem ob tem pravzaprav ugotovil, da so tam še neke škatle na pol nesortiranega gradiva in ob prvem pregledu mi pridejo potem pred očmi te verziji, ki so silovito močni, pa jih seveda nikjer ni bilo, nobene izdaje, in potem sem na osnovi tega se lotil svega sistematičnega. In to je ta pesem. Jaz nočem, da strmi kdo mojo dušo. Vsem naj bom neznan. Dekle v oknu gleda, misli, kje sem. Jaz pa sem že mrtev. Strašna pesem. In so pa seveda, se lahko še kakšno preberem, to lahko še. Potem tudi, mogoče eno, če res nekaj pesmi, ker nekaj jih vsekakor je, pa je zdaj to. Ena, o kateri sem v tisti davnosti in starem govoru, svet, kot so gledali stari zavrzi, pa zdaj to je 480. Kje pa je zdaj to? 480. Zavrzi lesk besed in silnih misli lok in vse, s čimer ničemernost se tvoja šari. In ko preprost boš, tih in dober kot otrok, spoznal boš svetu vse lepši, vse bolj nežni zari, spoznal boš svet, kot so spoznavali ga stari. Te so, recimo, take preprosta, blazno lepa, vsak dan. Vsak dan grem na obalo pojoč, vsak dan. Moja roka gradi svetlo stavbo ljudi vsak dan. Iz duše razsvetljen blesti žari vsak dan. Do neba strme stolpovi, med njimi zlati oblaki, zvečer, ko zahaja sonce, domov gremo težaki, domov. In naše delo nima vrhov. Vsak dan zablešči v naših dušah veselje. Tvoj obraz. Obrazi, 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 nad njimi siv pajčolan, dolgočasen, vsakdanji poznan. Obrazi, 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 na vsakem zapisana laž. Muzika s smrtjo opaja, povej, kaj igraš.
Pa take, ne, taka preprosta, umetnik v kavarni, 4 vrstičnica, to je zelo zanimivo, zelo veliko je zelo lepih 4 vrstičnic, ne vem iz kakšnega razloga, jih niso objavili, ne Ocvirk, ne kasneje Dolgan. Zelo težko bi rekel, da to niso pesmi. Umetnik v kavarni. Ves svet se ti suče kot kabaret, gole roke velik dan, bleščijo kot kače srebrne. Muzika, jaz sem sam. Ali pa ime je lepo, kakor ona, polna žal. O bog, sem vam pa posnel knjigo. Hodil sem popraviti, pa zdaj pa malo grozen. Je pa zelo huda. Te boš ne tako eno kako? Ne, to se ne bom. Ja, ne, zdaj flek. Zdaj edino, kar je dobro, ki je... A sem si še hlače? Zdaj sem en popravk naredil, zdaj sem... Ne, sej, ja, malo bo... Sej ni popravk. Če je to avtor naredil, ja, če avtor je dodano, ampak... Ja, nisem avtor, če bi bil to kosom naredil, bi imel. Ne, jaz sem pod avtor, ne. Lahko... Dobro, jaz sicer znam risati s kavo, jaz to vedno tudi počnem, ne, to je potem drugo, ampak, ja. Ne, bi spet. S kavo lahko, ne, to je sedaj zelo lepo. Razen, če naredim eno, kot en podpis, eno riznico, tako pa je hudička in kolorina. Ne višjega, hudička. Ne hudička, ampak tako, se ni veliko, ja. Lahko pa res naredim eno malo, tako da bo zgledali, da se vidi, da je to, naredil enega konička, lejte. Ja, konička, ne. Enega lepega konička, ne? 2 minuti. Konička, evo, pa je ena taka, tako da dobi stvari smisel, ne? Čeprav te fleki so lahko zelo inspirativni, recimo, ne? Delal sem eno podobno knjigo, ne, to je zdaj že, to so že preveč takih detalji, ampak delal sem recimo podobno knjigo, kot je ta, sem delal Jureta Detela, zbrane pesmi Jureta Detele. In kako sem se začel ukvarjati z Juretom Detele iz zelo podobne stvari, kot je zdaj tole. Imel sem doma dolgo leta Jureta Detele pesmi, nisem ga bral, potem sem enkrat z enim črnilom naredil tak flek in potem sem zelo, kako je škoda knjige in sem začel brati Jureta Detele, začel sem ga proučevati in kasneje nastane potem iz tega ta knjiga, ne, mogoče brez tega madeža ne bi bilo nikoli te knjige. To so take naključja, ki pa imajo en pomen, tako sem zdaj tudi naredil, tako iz tega madeža. Bi rekel, pa danes smo 18.2.2020, pa je dobilo nek smisel, da se vidi, da je ta kava nekako vsebinska, ne, to pač tega ne. Ja, posebno mesto, to ne bo za izposojo. Ja. Eno utrinka, eno asociacijo sem bil, ki ste omenili tudi, ko so bila kot vizionarji. Ja. To vprašanje, bolj pesnik, bolj vizionar. In potem sem šel naprej v mislih, ne, sem rekel vizionar, vizija, vidno, ne, vizualizirati nekaj. In sem pač vprašal, a bi se dal njega bolj postaviti kot pesnika na stran vizualcev, ali mogoče bolj tistih, ki so bolj občutljivi z ušesi, bom rekel, ali kaj tretjega, ali tako me zanima. Ja, se to dobro vprašanje, to malo bilo treba, mislim, ima različne te elemente, mislim, sigurno bi bila, ne vem, glasba bi bila ena zelo pomembna, recimo, element tudi njegove inspiracije, veliko ne piše, čeprav v samem načinu pisanje je pa bolj vizualen, po mojem, ne, tako, mi zdi, da je celo zelo vizualen, ne, on pravzaprav res vizualen, po drugi strani tudi zelo konceptualen, ne, v določenih pesmih, ampak v bistvu on zelo zapisuje tudi stvari, ki jih vidi, recimo tudi dela se skozi beležke raznih, ne vem, situacij, ki jih dejansko tudi iz vsakdanjega življenja recimo vidi, ali pa skozi to vstopa v njegovo poezijo. Ne? Mislim, tega ogromno je skozi vid v njegovi poeziji. To nedvomno, zdaj eno je ta vid pač pozorno, on tudi piše v tem pozornem opazovanju, ki ga prav vadi in tako naprej. Drugo je potem ta notranji vid, neke vizijske podobe, ki
se pojavljajo. Ampak recimo, ne, to so recimo ena fragment tega recimo fantastičnega romana, ki je pa napisan kot neko videnje. Ne. Vsekakor je tekst napisan kot neko videnje. Zdaj, na kakšen način se je to dogajalo, je drugo vprašanje, ampak vsekakor gre za ene take, gre za opis neke spremembe zavesti preko nekega pojava, ki je vizualno zaznan. Zdaj, ali je zaznan je na vizualen način, čeprav gre tukaj najbrž za neko vizijsko podobo, ne za nek vidno iz vsakdanjega sveta. To je res lep tekst, ki ga zdaj je. Aha, tle na koncu sem ga dal ven, ker sicer ga imam tudi v... No, kje je zdaj to? Tukaj čist pred koncem, pred dramatiko nekje je. Amund se še malo nazaj, globel, tukaj bo. No? To je ta tekst, recimo, ki sem ga dal pa na naslovnico tele knjige. Nenadoma se je zazdelo, da se je premaknila vsa ta realnost, da se je preganila, kakor se nagne brod na morju, kakor da vstaja in se niža. Ob ostrih robovih hiš, gora, po uličnih drogov, si zapazil čudovite mavrične sence, ki so spremljale skrivnostno dvojno svetlobo tostranosti in onostranosti. Med tisto trdo realnost in večnost je stopilo novo, vedno premikajoča se, nihajoča oblika trajnega izpreminjanja in pregibanja. Realne sence so se daljšale v neskončnost. Človek, ki je šel po cesti, je segal s senco stoletja vnaprej, kajti sonce je šlo že za njim. Prišel je stoletjem brat, čez 200 leti se začudil, brat tistih medsferičnih senc, luči, ki je kakor godba iz onostranosti, ki se blesti in drugega nič, da vsi predmeti izgube svoje sence, da so vse svetlika, kakor v četrtem prostoru svetovne duše, v prostoru, kodar nastopajo predmeti v svoji istinitosti in izžarjujejo samo svoje bistvo. Skratka, tukaj gre za izrazito en tekst, ki se na več ravneh dogaja, gre za nek premik, ki je izrazito konceptualen, miselno ga dojemamo, ampak je ves čas na čutno nazorni ravni nekega videnja opisan. Skratka, in ravno ta mestni prostor tematizira pravzaprav med tem vidnim svetom čemu rečemo realnosti v vsakdanjem življenju in nekim drugim svetom, ki je pač zelo konkreten. Ko seveda je vedno zelo, tudi ko piše neke take filozofske fragmente, izjemno konkreten, tudi izjemno čutno predstavljive so te njegove podobe. Tudi ko govori o nečem, ki so zelo zahtevno. To je ena podoba, ki je ne najdemo v nekem vsakdanjem življenju, pa ki jo čutimo kot resnično. Ima to prepričljivost neke čutne nazornosti. Ni neka konstrukcija intelektualna, ampak je nekaj, kar se preden postavlja in on to gleda in poskuša razumeti. Vsaj tako mislim. Ja. Kako osebno je na vas vplivalo preučevanje? Ja, te vplivi so vedno kaj na nekaj vpliva je, seveda, če se z neko spremljatizivno ukvarjaš, vpliva na človeka, sigurno sem v marsi kakšnem tekstu, tudi drugem, je neka korespondenca s tem. Zadnje tudi sama knjiga, kot sem rekel, je že delana kot neka korespondenca, ne poskuša biti po eni strani zelo taka z egzaktnim odnosom do tega gradiva, ampak po drugi strani pa tudi zelo takim ne šolskim, ne dolgočasnim, ampak poskuša ves čas na ravni vsebine korespondirati s tem gradivom.
mislim, da je seveda k temu, k končnemu vtisu te knjige zelo veliko pripomoglo delo oblikovalca Jurija Kocubana, ki je res uspel narediti eno tako izjemen pogled v to živost teh zapisov z enim izrednim občutkom za te tekste. In to je bilo tudi seveda to je bilo večmesečno, intenzivno delo, to finiširanje tega oblikovanja, ne, ker tukaj je bilo ogromno takih zelo prefinjenih, drobnih detajlov, ki so mogoče, mislim, na prvi pogled niso tako ko so razni prečrtki, ki so reproducirani, pa uneseni. Tega je kar velik, ne, takih drobnih stvari razne, ki seveda dodajo ta vtis enega dotika, ne, tudi tem samim natisnenim tekstom. Tako da mislim, da je res tudi oblikovalec tukaj dal en zelo bistven prispevek, ki je tudi z tega stališča. Obenem seveda je način oblikovanja je tudi, kot vidite, ne preveč direkten, ampak vendar omaž tudi Brunu, integralom. Tako mislim, je zelo premišljena in mnogoplastna zadeva, tako da moram reči, da sem zelo vesel te knjige. No. Je pa sve, o tem vplivu, mogoče ravno v tem predavanju sem predvsem o tem govoril, mislim, sem z te pozicije, ne, sem poudaril, sem šel mogoče zelo svoje. Lahko rečete mi, Klavčo, ko imeli pred Kosovelom in po Kosovelom. Dobro, tukaj ne bi zdaj na tak način postavljal, ker tudi ta pred-po se ravno nekoliko relativizirata v teh območjih, tako da tudi se v bistvu gre pa za neko, s Kosovelom ni bilo moje prvo srečanje z njim, ne, sem se pravzaprav dosti zgodaj srečeval že s Kosovelom, čeprav pa seveda tako intenzivno pa ne, to je bilo pač eno posebno intenzivno srečevanje. Gotovo je to, je pač že sama tudi prvič izkušnja nekega dela to vrstnega z neko zapuščino. Mislim, je ena posebna izkušnja, ki je pač zahteva neko egzaktnost, nek poseben pristop. Ne. Pri Kosovelu je seveda tudi zelo ta problem, ima izjemno zahtevno pravzaprav pisanje in se vedno pisavo in se vedno potem te dileme, a je stvar res prav prebrana, ali ni, in se potem najde v vseh izdajah. Sem našel kar precej napak, jaz sem se seveda trudil, da jih tukaj ne bi bilo. No, v bistvu jih veliko ni, ne. Neki par drobnih sem našel, bo pa išla, no, zdaj je to že tako pred izidom, da lahko to omenim pravzaprav. Bo išla še tretja knjiga, ki bo nekak izbor iz teh dveh, mičkano drugač predstavljeni teksti, pa z neko študijo novo, pa še z nekim dodatkom. No, vmes sem le nekaj stvari še novih našel in bo tudi to še predstavljeno. Tako da, in tudi vse te napakce bodo nekako evidentirane, tako da bo še ena taka tretja, malo bolj taka cenejša, od tega pa bolj tako še posebno mislijo na neko širše bralstvo narejena, en tak izbor, ne, ki je seveda spet, ta izbor je vedno, mislim, vsak bi naredil drugačnega in tudi jaz v nekem obdobju bi naredil tazga, v drugem tazga, čeprav pa neki taki ključni teksti so, ne, ker tukaj je veliko seveda tudi takih drobnih, nekateri resni fragmenti, samo ena beseda, katastrofa, čeprav seveda to sjajno deluje, recimo, ne vem, vpliv, tukaj je en droben,
mogoče je najgloblje vplival name čist droben fragment, ki mi je med najljubšimi. In to je tudi zanimivo, ne? 212, mislim, to je zdaj vprašanje, kako status tega fragmenta, ne? To je tako list, pa je napisan naslov Skrime sneg, potem pa še spodaj Skrime sneg, pa bel list. Ko sem ima nekaj takih zapisal, da ima naslov, potem pa spodaj isto napisano, ne? To je zelo zanimivo. Se enkrat tazga je objavil tudi že Hartinger v izbrani prozi, ne? Ampak pri Kosovelu je to zanimivo, ne? To je taka zelo preprost stavka, ampak dejansko imajo pri njem, v vsem tem kontekstu, z neko posebno zavestjo, s katero se izrekane pri njem stvari, imajo posebno energijo. Ne vem, drug to isto napisal, ne bi bilo isto, ne? In ta naslov sem Skrime sneg, to sem, mislim, Kradu citiral, ne, in potem kraja, kot naslov enega romana svojega, ki je napisan, ni pa še šel in tudi še ne vem čisto točno, kje bo. Jaz bi pa še to vprašala. Kosovel tipa na nek način skozi smrt. A je kdaj govoril o Bogu? A je na nek način lahko tudi rečemo, da je bil delno tudi mistik? Lahko, Kosovel je veliko govoril o Bogu, ne? Veliko, pravzaprav v številnih tekstih, govori, tako da on, kar se tiče samega izraza mistika, ga tudi končno večkrat uporablja in to na dva načina. Govori pravzaprav izraz mistik, ima nekako eno nezaupanje do tega izraza, ko gre za njegove kolege, recimo sicer tudi ljudi, s katerimi se je dobro razumel, ampak ima pa pogosto eno malo distance, recimo iz tega katoliškega tabora, ljudi, ne vem, tudi velike pesnike tipa Anton Vodnik, recimo, s katerim sta bila zelo prijatelja in je tudi o Vodniku napisal lepo recenzijo o njegovih vigilij, ampak nekaj tako piše malo tako v enem pismu, jaz zdaj tle sem med samimi mistiki, tako se mi zdijo te, da imajo malo preveč z neko doktrino zoženo obzorje, potem se pa pojavi zlasti od tega prevrata 1925, pa uporablja izraz pravzaprav mistika spet na en drug, izrazito afirmativen način, ko reče, ne vem, nova mistika prihaja, ne vem, govori tudi o mistični luči teorije, ne, skratka, to je ena mistika, ki ni zdaj vezana toliko na neko konfesionalnost, ampak na prav to neko novo videnje sveta, ki ga povezuje on tudi z izrazom mistika, ne, to sigurno. Zdaj, kar se tiče do religioznosti, je pa spet so pravzaprav zelo tako različne, recimo ena zadnjih pesmi Kosovelovih, zadnjih datiranih je, pravzaprav ne samo, da ne govori o Bogu, ampak je prav religiozni sonet Mariji, recimo, ne, na zadnjih pesmih, ki je napisal leta 26, je prav tak, ki jo je napisal kot za obljubo, ko je bil bolan in je pač, da bo objavil to pesem potem, ne, ki pa ni bila objavljena in je tudi ni objavil potem od sverku zbranih delih, mogoče res tudi za vsebine, jo je pa objavil, ne vem, mislim, da France Vodnik, enkrat v 80-ih letih v enem ohorjenem koledarju, potem pa kasneje tudi Dolgan, ne, v tisti izdaji, tako da je pa zelo bistven tudi lik Kristusa, ki ga pa seveda spet na izrazito nekonvencionalen način jemlje, ampak vse tudi v tej knjigi kar nekaj teh tekstov notri. Ne. Tako da, mislim, on nikoli ni na tak način ulovljiv v nekem doktrinarnem smislu, ne, ker recimo, ne vem, zelo pogosto je običajno tako, da če nek človek, ne vem, se s tem identificira, potem se to izključuje. Pri Kosovelu ima recimo, ne vem, on v istem času pravzaprav, ne vem, govori, se akcijsko precej zbliža z komunističnim gibanjem leta 25 iz zelo konkretnega razloga sicer, ki najbrž
je v središču tega zbližanja nova pozicija komunistov do slovenskega nacionalnega vprašanja, te teze Vladimirja Martelanca, ki so objavljena v zapiskih te kmetske matice, časopisu, recimo en tak članek, ki je očitno zelo bistveno vplival na to Kosovelovo opozicijo, ko on reče, oči se odpirajo tudi tistim, ki prej niso to, on po mojem na to misli, ker je to poletje 25, ko se pojavijo te nove teze in on potem stopi v to večjo povezavo. Ampak obenem on, ko stopi v to večjo povezavo, v pismih zelo hkrati poudarja tudi to svojo distanco, kako on nikoli ni doktrinaren in lahko recimo potem tudi piše stvari iz popolnoma drugega območja. Skratka, nikoli se ne pusti nekako zamejiti svojega duha z neko ortodoksijo. Tega on izrazito ne mara, tudi o tem prav izrecno piše. Tako da je zelo kompleksen, zelo odprt, ja. Pa je možno to njegovo odprtost povezati čisto preprosto z njegovo biološko mladostjo? Kakšno? Z njegovo mladostjo. On v bistvu sploh ni šel čez ta obdobja srednja leta, starost. Ja, čeprav pri Kosovelu jaz ne, mislim, seveda je, Kosovel je pesnik, ki je večno mlad, večno mlad, čeprav pa po drugi strani je pa, moram reči, mislim, da mnogo zrelejši od večina ljudi, ki grejo skozi te stvari. Pa to izrazito, da nima mladosti, ampak ne na način, kot bi rekel, pri mnogih drugih tudi teh pesnikih, ki so mladi umrli, imamo občutek, ki je mlad je umrl kaj bi bilo, ko bi imel to izkušnjo. Mislim, seveda, pri Kosovela si težko predstavljamo, da pač prav njega, s kakršne intenzitete pisal, težko bi si ga predstavljal, da bi lahko popustil kdaj v tej intenziteti. Po drugi strani je ravno pri Kosovelov opus se mi zdi, da je tak, tudi s tem načinom, kako on evocira stvari že iz prihodnosti, da mu pravzaprav kljub tej strašni mladosti, v kateri je umrl, težko bi rekli, da temu opusu nekaj manjka. Saj jaz ga izrazito ne čutim, kad ne vem, fragment, neki mlad človek je to napisal, ko bi bil pa zrel, bi pa ne vem, ne. Se mi zdi, da ne, da Kosovel je dejansko tako nadoseben, da stopi v komunikacijo z nekimi tako relevantnimi stvarmi, da gre onkraj seveda tega. Je zaznamovana z mladostjo, s to energijo mladosti njegova stvar, ampak nikakor pa ne v smislu neke miselne ali pa drugačne nezrelosti. To pa nikakor ne. Saj, jaz mislim, da ne. Ker, to je tako, to so tudi zdaj različni, ker tukaj imamo pa leta, pa to, ne. Mislim, dobro, eni pač zelo vidijo v tem nek smislu. Meni je bližji recimo Erik Satie, ne. Erik Satie je bil tudi. Erik Satie je rekel, sem bi rekel, veste, boš star 50 let, pa boš videl, ne, pa sem star 50 let, pa nisem videl. Mislim, tako, pri Kosovelu se mi zdi tudi, da je nekako onkraj tega, no, pri njem si pa, saj pač jaz ga izrazito tako vidim, ne. Nimam občutka, ne vem, da je mlajši od mene, ali pa v tem smislu, ne. Se mi zdi, da je pač stopil dejansko v nek zelo nadoseben način izrekanja in da se je povezal z nečim zelo nadosebnim, kar je skozi govorilo. Ko res govori o tem, ta nepremagljivi govori iz mene. Ne. Mislim, da dejansko to drži, no? Da dejansko tako je. Je pa zanimivo, ne? Ker je kot še mlad, pa pisuje veliko smrti. Ja, ogromno, ja, tako. To sem zasledila. Ja. Ampak občutek imam, da je pač mislim, da ima to kot sopotnica življenja. Tako, ja. Je imel pa tudi hkrati zelo, mislim, tako, zdaj, če mi beremo čisto tudi njegova pisma, pa to, on je imel v bistvu, mislim, on je sigurno tudi živo pisal, ustvarjal na en način, ki ga je v bistvu s tako intenziteto, da se je tudi zelo izčrpal, ne, to se mi zdi, tako da on se je v času, ko je največji del, pravzaprav opusa pisal, velik del tega časa je on razumel kot eno strahotno krizo. Recimo, on piše kasneje v celem letu, ne vem, 24, pa do poletja 25, kot obdobje ene totalne krize, na robu zloma, na robu ene strahotni, pravzaprav muki, ne, in potem
tem, kako se nekako iz tega rešuje, ne? Ampak potem pa že zboli po 1,5 leta, ne? Skratka, je skozi v enem takem, hkrati težkem stanju, ne? Ampak to tudi zavestno gre nekako v to, ne? Gre eno tako, v tem je soroden, recimo, avtorju, filozofu, velikemu filozofu, iz italijansko-judovskemu, iz pravzaprav geografske njegove velike bližine, Karlo Mikelšteter, ki reče, ne vem, fare di se stesso la fiamma, skratka za eno tako totalno intenziteto, da riše sebe ogenj in dejansko Mikelšteter je pri istih letih je ubil se, ustrelil se, ne, ko so je umrl na drug način, ampak dejansko je ena taka strahotna intenziteta, ki pravzaprav ne pušča ničesar temu linearnemu času prihodnosti. On govori o tem, ne vem, nesmisel je zaradi, ne vem, misli za to, da bo živel 50 let, ne vem, pustiti karkoli, kakršenkoli kompromis, skratka gre na eno tako, stavi na eno strahotno intenzivnost, ki je res taka, da se že kar užge sama od sebe, ne. Tako da je tudi ta odnos do smrti je seveda tudi s tem povezan. Ne. Mislim, hkrati je zdaj seveda to mi zdaj o njemu govorimo, on reče, o to temo, ki je v meni ne more videti nihče, ne moramo videti, kaj se v njem dogajalo. On celo noče, on reče, da v tisti pesmi noče, da stremi v svojo dušo. On je na nek način skrajno direktno govori, na drug način pravzaprav govori o tem, kako se noče nikomu razkriti. To je zanimivo v obdobju 25, ki ga povezujemo s konstruktivizmom, on reče, jaz ljubim ornament, ki je največje nasprotje konstruktivizma. Jaz ljubim ornament zato, da se z njim nikomor ne razkrije. Skratka, hoče biti neznan na nek način. Ne? In to je zdaj seveda paradoks te knjige z naslovom Vsem naj bom neznan, ne? Zdaj lahko bi bil seveda, rečemo, Vsem naj bom neznan, potem ker pa ti po zadnjih kotičkih njegove zapuščine, da ja vse pobereš, objaveš v knjigo, ne? A ni zdaj to nasprotje te želje, čeprav jaz mislim, da ni v tem nasprotja, da je pravzaprav ravno, ko damo še te stvari izraven, ko beremo, nam je dejansko bolj neznan kot brez tega, kako. Ker še določene stvari bolj postavi pod vprašaj, se odprejo ene nove stvari, bolj se zavemo, da ga ne moramo v celoti dojeti, v celoti poznati, bolj je enigmatičen, bolj je skrivnosten, ne zmanjša se s tem, ko poznamo vse njegove zapiše, se ne zmanjša njegova skrivnostnost, ampak se zveča njegova skrivnostnost. Prav prej slišal, da so tukaj v tej knjigi, v teh dveh delih, tudi aforizmi? Ja, aforizmi v smislu taki tako kot Ničejevi, take kratke. To lahko nekaj mogoče že... Ja, seveda, ja. V tem smislu, ne, dobro, zdaj kako opredeliti stvari, pač ne vem, zavedamo se, da zidamo tudi, kadar rušimo. Mi smo z življenjem eno, ne. Ljubim to dobo, v tem smislu, ta raztrgani kaos ognjem prahu, to dobo, ki še kakor nobena ni vedela, kaj je lepota in je ni imela. Ali pa recimo ena taka zelo lepa misel, ki se mi dal tudi na naslovnico druge knjige, taka kar huda, težka, pa zdaj to je, kje je zdaj to? Ako gleda človek, kje je zelo na začetku je? Ako gleda človek, ako bi ljudje, dati se, ako gleda, 33. Ta je v bistvu taka, težka, huda, ki ravno spet kaže na heroični način njegovega obstajanja. Ako dela človek svoje dejanja v popolni zavesti svoje svobode, to je samoobvladovanja, so njegova dejanja absolutna. Ni potrebe, da bi bila etična v smislu preteklih etik. Delati slabo v smislu dosedanjih etik pomeni le v toliko slabo, ukolikor je človek špekulant.
Kdor dela slabo iz heroizma, ne dela slabo, kdor dela dobro iz strahopetnosti, ne dela dobro. Življenje je heroizem. Ostra, težka misel, ki jo pa on vzame nase. Seveda tudi vsem vam za obisk in za vse te izmenjave mnenj. Hvala lepa. Hvala. Ja, mislim, to je bilo prav tako narejeno, sistematično, ne, pač obstajajo še neki prav tisti zapisi šolskih zvezki, ampak tega ni, ne, prav tisti zapisi šolskih zvezkov, ampak drugače pa, da se je omenjal, drugače pa te, kar je po zapuščini zapisal, pa dejansko bi moralo biti vse. No, pa mislim, da sem toliko natančno pogledal, da se tle je bilo težje v to obratno, ker bo zelo težko videti pri nekaj, a je bilo objavljeno ali ne, ker so kakšne stvari skrite v kakšnih opombah, v svetu je zdaj. In s tem je bilo ogromno delo, ne, ki si prepisal. Jaz potem na koncu sem na srečo sem našel še eno gospod iz Sežane, ki vodi njegovo rojstno hišo, sobo, naslednje, ki zna tako kakšna pamet, ko sem bil opus, dosti bolj kot jaz, ne. Zna, res sem bil šokiran in pa sem na koncu dal še zapretirati. Sve je bilo tako zanimivo, dejansko ene dve stvari, taka dva drobna fragmenta da sta bila nekje, ampak eden od njih je bil na naslovnici Kondorjeve izdaje, pa mislim, to so včasih CD, na naslovnici, ne, se zdaj ni, samo tako, recimo tako do konca, kjer tisto, kjer je na naslovnici, pa ne opaziš, ne, to je pogosto tako, ne. Ne, zdaj mislim, da je to kar, da je v redu, ne, narejeno se, tako da je. Seveda se pa da marsikaj diskutirati in to, ali pa sploh glede interpretacij se da pa sploh ogromno diskutirati, tukaj so ene take polemične nastavke, tudi malo Dobrečka nekje postavil. Ja, je tako.